In prihajamo na drugo točko, potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP izgradnja kanalizacije Motnik. DIIP je objavljen v gradivu številka 23, predlagatelj župan, poročevalci pa Marjana Kadunc, Aleš Korjanc in pa Lidija Žvegla. Besedo ima gospa Marjana Kadunc, izvolite. Hvala lepa, gospod župan, vsem skupaj in prav lep pozdrav tudi z moje strani. Skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za projekt izgradnje kanalizacije v Motniku pripraviti dokument identifikacije investicijskega projekta ter investicijski program. DIIP je pripravljen na podlagi projekta idejne zasnove, ki ga je pripravilo podjetje Standard d.o.o. Sama investicija obsega izgradnjo približno 2580 metrov kanalizacije ter izgradnjo čistilne naprave v velikosti 250 PE. V PZI bodo predvidene bolj natančne vrednosti, zato bomo te podatke upoštevali v pripravi investicijskega programa, ki pa bo prav tako predstavljen na seji občinskega sveta. Občina Kamnik bo s tem projektom kandidirala za nepovratna sredstva, skladno s pogoji javnega razpisa Ministrstva za okolje in prostor, in sicer iz razpisa iz načrta za odpornost in okrevanje. Ocenjena vrednost investicije znaša v tekočih cenah 1.063.073,41 evrov z DDV. Ministrstvo sofinancira 50% upravičenih stroškov, kar pomeni, da bi lahko pridobili dobrih 400.000 evrov nepovratnih sredstev. V letošnjem letu je v načrtu pridobitev gradbenega dovoljenja ter izbira izvajalca del, v letu 2023 in 2024 pa sama gradnja ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Ker je vrednost investicije ocenjena nad 450.000 evrov, mora DIIP potrditi občinski svet. Ukolikor imate dodatno vprašanje glede same vsebine dokumentacije, pa je na seji prisotni tudi gospa Lidija Žvegla, ki je dokumentacijo tudi pripravila. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Beseda ima dr. Janez Rifel. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani. V svetniški skupini Nove Slovenije pozdravljamo, da se urejajo tudi manjše aglomeracije po naši občini, ki do sedaj ni bilo možno oziroma niso prišle na vrsto kakorkoli za kanalizacijo, tako da tukaj je na načrtu 2500 metrov kanalizacije v Motniku. Zelo dobro je pa tudi to, da obstaja ta možnost, da pridemo do nepovratnih sredstev, 404.250 evrov načrtovanih, tako da to pozdravljamo in smo veseli, da obstaja ta možnost tega razpisa. In je pa bilo tudi rečeno na odborih, da če slučajno, ampak seveda zelo majhna vrednost teh nepovratnih sredstev ne dobimo, da bo vseeno občina šla samostojno v ta projekt. Tako da podpiramo ta projekt. Hvala, Janez. Svetnice, svetniki. Besedo ima v imenu besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Še enkrat seveda podpiram izgradnjo kanalizacijskega omrežja in pa biološke čistilne naprave v Motniku. Zagotovo bo to zelo veliko pripomoglo k bolj čisti motnišnici in pa manj onesnaženi naravi, tako kot to pač pritiče v današnjem času, si pač vsako takšno naselje zasluži tudi kanalizacijo. Moje vprašanje se navezuje predvsem na to, kdo bo skrbel oziroma upravljal s čistilno napravo, kakšni so predvidena potrebna dela, kakšna prisotnost mora biti tam, če je vse v redu, oziroma kako pogosti monitoringi se morajo upravljati. V tisto, kar me nekoliko skrbi, sama čistilna naprava je v spodnjem koncu Motnika. Vemo pa, da je Motnik poplavno zelo ogrožen, predvsem tisti del. Na zadnji hiši v Motniku, nekoliko naprej je predvidena čistilna naprava, imamo tudi na
fasadi 2 tablici, kjer je zarisana meja, do kam je prišla voda. Mislim, da leta 91, pa potem še enkrat kasneje, ko je bilo krepko čez 1,5 metra. Zato me zanima tudi, če bo seveda kanalizacija primerno grajena skupaj s čistilno napravo, da se prepreči tudi razlitje odplak iz čistilne naprave v potok, motnišnico, ker to bi bila potem tudi ene vrste okoljska katastrofa. No. Predvsem ta del, poplavni, se mi zdi najbolj zaskrbljujoč. In pa še nekaj, kar mislim, da je še vedno odprto, mislim, da ni zaključeno, saj na odboru je bilo tako rečeno. Vemo, da gre čez Motnik v skoraj neposrednji bližini tega tudi DPN za plinovod. To verjamem, da je bilo tudi upoštevano pri načrtovanju gradnje kanalizacijskega omrežja. Hvala. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Zdaj, če so moji podatki kolikor toliko točni, naj bi vas Motnik obsegala nekih 205 prebivalcev, čistilna naprava ima predvideno kapaciteto nekje do 250 prebivalcev. Moja vprašanja so pa sledeča. No, se pravi, koliko prebivalcev se predvideva priključiti na samo čistilno napravo, kakšne ima možnosti ta čistilna naprava, da se širi, se pravi, če bo slučajno kapaciteta prebivalcev presegla zmogljivost čistilne naprave, se jo da dograditi, razširiti ali jo bo potreba v celoti zamenjati. In pa imam še vprašanje, v načrtih je predvideno 2-krat podbijanje državne ceste, če se temu mogoče ni dali izogniti, ker to verjetno rezultira v kar precejšnjih dodatnih stroških. Hvala. Hvala. Zdaj besedo dajem gospe Marjani Kadunci. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi odgovorila na vprašanje gospoda Žavbija. Skratka, za čistilno napravo bo skrbel koncesionar Komunalno podjetje Kamnik v skladu s koncesijsko pogodbo oziroma s aneksi k koncesijski pogodbi. Sama kontrola je dejansko vsaj 2-krat tedensko ogled čistilne naprave, je pa to daljinsko vodeno, tako da če pride do kakršnihkoli okvar, se to avtomatsko javi na Komunalno podjetje Kamnik. Potrebna dela, seveda vsaka čistilna naprava pač potrebuje določene vzdrževalne dela, se pravi čiščenje, spremljanje, odvoz, se pravi muljev na centralno čistilno napravo, montažna dela, skrb za, da v bistvu se nemoteno deluje, in to je dejansko tudi pri čistilni napravi, bo koncesionar pridobil vse potrebne informacije, brošure in pa tudi navodila za uporabo, če lahko tako rečemo. Kar se tiče vodovarstvenega območja oziroma poplavnega območja, da se popravim, poplavnega območja, definitivno je našo kanalizacijo pod drobnogled prevzelo DRSV, sicer iz območne enote Celje, ki pa moram reči, da so veliko bolj odzivni in pa tudi razumevajoči kot pa mogoče Ljubljana, mogoče tudi zaradi samega obsega dela. Skratka, vsi pokrovi bodo vodotesni, jaški bodo vodotesni, se pravi, da moramo tako ali tako upoštevati njihove projektne pogoje pri sami izgradnji. Zakaj 2-krat? To je pa že potem naprej, se opravičujem. Glede plinovoda, ja, tako kot ste že zadnjič na odboru rekli, oziroma vam je dr. Ješkova pač povedala, da je bila ta projekt nekje v predalu. Ukolikor sem seznanjena, z Adria plina nismo dobili nobenih projektnih pogojev, se bom pa o tej zadevi res še enkrat pozanimala, pa če dovolite, bi vam pisno dala odgovor. Bi se pa tukaj res tudi z dr. Ješkovo skupaj pripravili na odgovor, da bo res temeljit oziroma da se bo vedel, kaj je tukaj Adria plin oziroma kje je zadeva ostala, no, če dovolite. Zdaj bi pa še odgovorila na vprašanje gospoda Siter Močnik. Skratka, ja, kanalizacija oziroma čistilna naprava je dimenzionirana za 250 PE-jev.
bistvu sama dimenzija čistilne naprave je primerna tudi, moramo vedeti, da PE ne pomeni samo prebivalcev, ampak tudi se pravi dejavnosti, gostinske dejavnosti, ki dodatno prinesejo PE, šola in vrtec. Vsekakor smo načrtovali, v bistvu zdaj v DGD-ju že načrtujemo čistilno napravo, kjer bo možno dograditi oziroma modularno dopolniti primarne vsedalnike, se pravi, da se ta kapaciteta lahko poveča. Ne? Se pravi, da ne bo problema, če bo kdaj več. Je pa res, da čistilne naprave bolje delujejo, če so malo bolj obremenjene, kot pa premalo obremenjene. Ne? Se pravi, da je, bom rekla, količina odpadnih voda bolj pogosta, kot pa premalo. No? Tako da to smo predvideli. Ja, res je, s spodbijanjem državne ceste dejansko na koncu Motnika gremo na drugo stran, ker imamo na levi strani oziroma na desni strani Motnišnico zelo blizu in pa ker dejansko prostora za umestitev kanalizacije med državno cesto in pa Motnišnico enostavno ni dovolj. Zaradi tega smo se umaknili na drugo stran ceste, potem pa spet nazaj. Ja, res predstavljajo stroški, vendar pa stroški podbijanja državne ceste so veliko manjši, kot pa stroški podbijanja Motnišnice oziroma gradnje v varovanem pasu Motnišnice. Je pa res, da smo po eni strani tudi kanalizacijo načrtovali tako, vkolikor ne bi dobili soglasja direkcije, da se čistilna naprava umesti v ta prostor, se pravi med DRSI in pa med Motnišnico, da bi ostala na zgornji strani, se pravi, da smo popolnoma izven varovanega območja Motnišnice. Hvala. Še kdo? Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. No, to je Marjana delno že odgovorila, se mi zdi malo majhne število populacijskih enot, ampak ok, če se da dodati, ja. Drugo, ali razmišljamo, da evropska in tudi občinska sredstva želimo najti tudi za kakšna druga območja. Gospa Marjana najbrž ve, za katero območje sprašujem, to so Brezje. Ker na Pavc, če rečem, tam je tudi enih 60-70 hiš, 4x7 je pa 28, torej približno taka, pa še morda Vodice. In tretje vprašanje, ki je povezano samo s kanalizacijo, mnogi v Motnik so že večkrat spomnili me, da ta rezervat za plin seveda je perspektiva naslednjega tisočletja. In da ta rezervat za plin, to ni Adria plin, to je geoplin, mislim, da geoplin, da seveda onemogoča nekatere zazidljive parcele. To bi bilo dobro enkrat razčistiti z državo, ker če so, mislim, da se spomnim še tega zazidalca, oziroma kakšen zazidalce bi pa tudi še kaj spremenil, kajti če bomo že za 250 populacijskih enot delali kanalizacijo, dajmo pa za perspektivnih še 100 ljudi. Okay? Ni toliko prostora, da bi tak zazidal sprejel, ampak vendarle ta rezervat ima že dolgo brado in seveda ga najbrž ne bomo srečali, še posebej z vzhoda najbrž kaj velike količine ne bodo po aktualnih časih prihajale. Hvala lepa. Hvala. Beseda ima še enkrat gospa Marjana Kadunc, izvolite. Ja, hvala lepa. Najprej glede območja, za ta sklad, se pravi načrti za okrevanje in odpornost, bomo prijavili tudi izgradnjo kanalizacije Stahovica Črna, ki se bo zdaj začela. Kar se pa tiče Brezij pa Vodic, so pa izven območja aglomeracije, se pravi izven območja, kjer je občina dolžna zgraditi kanalizacijo. Tako da žal trenutno oziroma v kratkoročnih planih ni predvidena gor izgradnja kanalizacije oziroma kanalizacijskega sistema, ker imamo kar nekaj teh območij, ki smo jih še dolžni dograditi. No. Se pa opravičujem za navedbo Adria plin, geoplin. Jaz sem žal v tej zadevi prvič slišala na odboru, tako da vam bomo pripravili odgovor skupaj z dr. Ješkovo in pa z gospodom Škorjancem, ki mogoče v tej zadevi malo več ve. Ne rabim odgovor, rabim
Vabim akcijo. Akcija. No, dobro. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP izgradnja kanalizacije Motnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.